Sem Jože Franko iz Hrastja, številka 5. Za menoj se nahaja Gracerjev torn. Avion je pa pol za mano v vinogradu tukaj. Ameriški avion, tele jaz takrat nisem vedel. Ta avion naj bi bil ameriška trdnjava. Moj spomin na tisti dogodek je tak, sem bil takrat še majhen, spomnim se, da je bila nedelja, jaz mislim, da je bila cvetna nedelja. Da moram jaz datumsko zdaj govoriti. Vem, da sva bila s sestro Pavlo lepo oblečena in sva šla nabirati vijolice in trobentice na sosedov vrt, ker je bolj na južnem delu in tam ni bilo več snega. Sva prišla v dolino, kar enkrat je, od Šentjerneja en črn dim se vali po nebu avionov, drugače sva bila kar vajen, ker so avioni že takrat na gosto letali čez to območje. Tisti avion se je nizko, tako da sva mislila, da bo že nekje na staro vas pol. Ampak ni, je kar šel naprej in pol je sam bum reklo. Čez kakšnih 4 ure je presmrdelo vas tako, da sicer starši so rekli, da je to po benzinu. Jaz po benzinu nisem poznal povedati. Ampak niso nas pustili nič ven. Približno čez 1 uro, samo pa že, ko smo bili tako otroci, pa fantje, pa sem sosedov, fant je bil malo starejši, so še že malo kričala, da bo šla pogledati. Tako smo mi pol se odločila in smo šla po poti tam gor, na pot, smo šla po poti gor, da smo odileč gledala prvi, kaj je. Pa so vedeli, to je vse gorelo. To je, zemlja je gorela tukaj. Vedela sva požar od kozovca, pristava tukaj gorela in tako sva se mi počasi približevala, zdaj pa otrok, neva nisva iskala dele od aviona, kar bo pravic povedal, bi pa iskala municijo, patrone. Takrat je bilo to zanimivo in sva najdla. Jaz sem najdel enega in on je pa najdel ne 2. To je trajalo mogoče 4 ure. Ta čas so pa prišli belogardesti, tukaj mogli so od Brušnic priti, od one smeri so bili tukaj. Pa niso pa nas streljali. Ustrelili pa so, enih 5 strelov je bilo. Takrat smo pa mi seveda zgrmeli, takoj tukaj dol v dolino in smo čez ta jark, Curk mu rečejo, smo prišli domov, čim bližje domov. To je moj spomin. Vem, da še popoldne so, čez kakšne 2 ure, smo bili otroci na vrt, so prišli belogardesti iz Šentjerneja, so spraševali, če smo padalce vedeli. Zdaj pa jaz vem, da smo rekli, da nismo nič vedeli. Jaz mislim, da tudi nismo, resno. Lahko pa, da smo, eden se mi tako po spominu malo mota, da enega smo vedeli, ampak to pa ne trdim. To je zgodba o tem dogodku. Ko sem pa vinograd, jaz tukaj delal, to je bila njivska površina. Sem pa izvedel, da je avion tukaj padel, ker so motorji izkopali. En človek iz Tostorha, da vem, ki je izvedel, da na odpad to odkupujejo in je motorje odkopal. Jaz sem pa vedel tukaj, pa sem se bal, ko sem dal vinograd, da ti bo treba zdragojiti. In sem se malo bal, ampak jaz, ker je bagarist mu tak velik stroj, pa to sem rekel, avionske bombe niso pripeljali. Če pa to ta municija, ko smo mi najdli, pa ne mora biti kaj narobe. Sam jaz sem se umaknil. Pa je bolj držal, ko smo pa bolj pripravljali, planirali, to sem pa jaz najdel še ročne bombe so mogli biti to. Teh je bilo njih 10, pa njih 10 od mitraljezov municije, avionske se je prav vedel, okoli
16-20 mm. Ne. To sem jaz takrat najdel in ko sem s podrahljačem ven si to prineslo in sem to tam pospravil, na koncu vinograd dal na kup, da pa ne vem, če je to za televizijo. Jaz sem še policajem povedal, ne predi to pojn. Oni niso ne 14 dni prišli, jaz sem mu mehne otroke in sem to pobral enkrat v košarno, pa sem zanesel to v gostu na jamu. Tako je ta zgodba. A to je še v tisti jami? Zdaj je, to je pa jama, se veste, kot pat, ne. Tam je pa še kdo železja pripeljal, pa to azga. Še celo mogoče kaj tega aviona bi mogoče najdlo, ne. Ampak to je bilo drata unga italijanskega, ki je bilo takrat od druge svetovne vojne, ga je ostal, to sem ga vedel, ga je bilo noter. Zdaj, jama takrat ni bila polna, ne. Tako globok. Drugač pa test pa premaknil ni noben, ne. Je bilo pa to rjavo čisto totalno, tako da sem jaz nisem nič bal to, kam prenesti pa to, ne. Kje pa je ta jama? Ja, tukaj je 200 metrov hust. No, to je spremo tem dogodku.